V osnovni šoli smo preskakovali stopnice, kozo in tu pa tam kakšno lužo. Ne spomnim pa se, da bi kdo preskočil razred. Eva, ki ste jo v Infodromu že spoznali, ker je bila otroška poročevalka, pa je preskočila razred. No, kar 2. Povedala nam je, kako je, če akceleriraš, kot se strokovno reče, preskoku razreda. Po dodatne informacije pa smo se odpravili še na osnovno šolo Kidričevo. Jaz se spomnim, da nisem imela tiste rutke od prvošolcev. Sem pa šla v 2. razred, pol pa sem istega leta šla še v 3. razred, januarja ali pa mogoče začetek februarja. Učiteljica v 2. razredu je dala pobudo, ker sem pač še vse znala, tistega v 2. razredu in je ugotovila, da sem precej boljša od sošolcev in je pol rekla, da je boljše, da me dajo v 3. razred, da bo vsaj nekaj zanimivega. O hitrejšem napredovanju učenca ali akceleraciji oziroma preskakovanju razreda odloča učiteljski zbor v soglasju s starši. Pri morebitnem preskoku 1. razreda sodeluje tudi vrtec. Učiteljica je mogla dati neko mnenje, da sem dosti v redu, da lahko gre naprej. Pa potem moraš ne vem koliko enih testov pri psihologih narediti, pa starši morajo dati mnenje, pa ti moraš dati neko mnenje in pol komisija presodi, če si v redu za naprej. V šolskem letu 2020-2021 je enega od razredov preskočilo 457 učencev ali 0,2% vseh učencev. Število učencev, ki preskočijo razred, niha. Na splošno pa se njihovo število rahlo povečuje, pojasnjujejo na Ministrstvu za izobraževanje. Na osnovni šoli Kidričevo, kjer veliko pozornosti posvetijo prepoznavanju nadarjenih na različnih področjih in delu z njimi, razred preskočijo od 2 do 3 učenci na desetletje. Strokovna skupina preverja otrokove sposobnosti, ali bo sposoben dosegati višje standarde znanja tudi v sosednjem višjem razredu, to je zelo pomembno. Še pomembneje pa je njegova čustvena zrelost, socialna zrelost, motivacija. Jaz kot svetovalna preverjam tudi samopodobo, kakšni so njegovi izzivi, kakšni so te dinamični vidiki osebnosti. Ja, meni je bilo preskakovanje razredov glede snovi všeč, ker je bilo pač težje pa bolj zanimivo. Kar se pa sošolcev tiče, pa se mi zdi, da je bilo v bistvu mogoče se še zdaj več družim z mlajšimi, ker smo ista generacija in pri teh letih se 2 leti pač pozna. Na nek način še traja po akceleraciji 1 leto, da tega učenca spremljamo, vodimo, spodbujamo. Rabijo običajno kar veliko pozornosti zahtevajo. Se vedno zbadajo, zafrkavajo tiste, ki so pač boljši kot piflarje. Ja, jaz sem tudi to živela od nekaterih, pa ne bom rekla, da ne več. Delo z nadarjenimi in akceleracija prinašata številne izzive, ob primerni obravnavi tudi uspehe. Običajno so zelo zadovoljni, jim je izziv, imajo potem dobre izkušnje naprej v življenju.